Druženje polno smeha in zanimivih prigod se je odvilo na torkov večer v Baru kulture, kjer literarna sekcija Bezeg redno pripravlja pogovorne večere z zanimivimi in uspešnimi Slovenci. Tokratna gostja je bila Lucija Čirović, igralka, komičarka, pedagoginja in ventriloquistka. Lucija je obiskovala osnovno šolo dr. Franceta Prešerna v Ribnici, po končani srednji šoli za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani je leta 2004 diplomirala na Pedagoški fakulteti, smer predšolska vzgoja. Smisel za humor je odkrila že v otroških letih in jo spremlja vse do danes. Eden od obiskovalcev je komentiral, da to je pa res tak zabaven večer, kot že dolgo ne. Ste vedno tako zabavni, je to vaše sredstvo za animirati ljudi? Ja, je. Že od majhnega je to bilo in vsak nekako, ki je majhen pogruntak, s čem lahko prepriča druge, in eni so blazno pametni, eni so blazno spretni, jaz sem pa se afnala pa zabavala, tako da to mi je še vedno ostalo. Ja. In vedno poskušam, tudi če so resne stvari, mečkati s humorjem začiniti. Ne za vsako ceno, ne posod, ampak drugače pa ja. Tako da se mi zdi, smo vse zabavali. Pot jo je zapeljala tudi na televizijo, kjer je zaslovela kot čistilka Fata v seriji TV Dober dan. Tako vem, da se začne spet vrteti že milijonta ponovitev po televiziji, ker začnejo me fata gor, fata dol, ker jem trgovino. In nekako se tu prevajam, da bo to večno tako ostalo. Zelo veliko mi Fata dala. Prepoznavnost, pogum, da sem šla sploh v to, izkušnje, tako da to je vse zlata vredno. Se mi pa nje ne da več delati. Kot lutkarica je animirala in posojala lutkam glas v otroških televizijskih serijah Ribič Pepe in Križ Kraš na RTV Slovenija. Je pa tudi ena izmed pionirk ventriloquizma v Sloveniji. Obstaja slovenska beseda za to je? Trebuhogovorka, oziroma za moškega trebuhljač, ampak mi ni preveč všeč izraz. Je pa to stalo, ne vem niti zakaj točno je ostalo, čeprav se je zelo hitro ugotovilo, da ne gre za pravi opis tega, kaj se dogaja, ker gre za govorjenje brez premikanja usnic, ne pa za trebušni govor, ampak so kar pustili. Tako da sem pa, kaj sem edina, ki vem, da zdaj že so eni, ki delajo, to je tudi ventriloquizem, ampak sem pa najdlje. Ste pionirka v Sloveniji. Tako, boš z sem pionirka, tako ja. In se že obračajo k vam po nasvete, kakšni nadobudni ventriloquisti? Se že zgodi, sem že imela 2 učenki, pa vidim, da je zanimanje veliko, da bo še kdo bi rad. Tako da počas mogoče bom imela kakšno skupino ventriloquistov, bomo videli. Ni tako simpel učiti to, sem ugotovila preko teh 2, ker to, kar sem jaz pogruntala, kako zdaj razložiti recimo tebi, da to narediš, tako je, ker te lahke stvari ti že samo pogruntaš, te težke, tako da, ampak je pa ful izziv, veliko vaje, pa zaupati vase. Zabaven večer so popestrili tudi z glasbenimi točkami, člani sekcije pa obljubljajo pester program tudi v prihodnje. Ja, naslednji pogovor bo že 11. februarja ob 6. tukaj, z nami pa bosta člana Narodno-zabavnega ansambla Šmarnogorski kvintet, Matic Toplak in Ana Plahutnik. Zatem pa sledi še 25. marca koncert z njimi v Kulturnem domu Medvode. Imeli ste že zelo veliko različnih gostov. Je kakšen, ki si ga mogoče ti še posebej želiš, pa še ni prišel? Ne, se v bistvu skoraj vsak mesec, potem za kakšen mesec, 2 naprej pogovarjamo, koga bi si želeli, pa če je le možnost, se ga probamo priti do njega in ga dobiti na pogovor. Vsekakor zanimivih vsebin ne bo manjkalo, zato spremljate dogajanje in mogoče se najde kakšna vsebina tudi za vas.